Lep pozdrav, cenjene gledalke in gledalci. Novice tedna bomo začeli v Sevnici. Na osrednji slovesnosti o prazniku občine so podelili priznanja za leto 2012. Najvišje priznanje grb občine je ob 30-letnici sodelovanja pri gospodarskem razvoju občine prejelo podjetje Inplet Pletiva. To je nedvomno zelo veliko priznanje za cel kolektiv, sploh pri nas v tekstilni branži, ko so pogoji poslovanja in tudi dela v bistvu zelo težavni in se v bistvu neprestano srečujemo z takimi in drugačnimi kriznimi situacijami. Zlato plaketo so si z delom na svojem področju prislužili v Športnem društvu Partizan Sevnica ter v Kulturnem, športnem in turističnem društvu Blaž Jurko Razbor pod Lisco. In želimo si doseči ali pa saj priti do neke tiste veličine, kar je športno društvo oziroma telovadno društvo Partizan nekoč pomenilo. To pomeni 400 članov, udejstvovanje tako na kulturnem, športnem kot turističnem področju, in če bomo to dosegli v enem zavidljivem času, roku 5 let, se mi zdi, da smo na pravi poti, da potem tukaj tudi nadaljujemo. Ja, to priznanje je dejansko neko priznanje za vse delo, ki smo ga upravljali, za vse tiste prostovoljne ure, za tiste proste ure, ki smo si jih odrekali po eni strani, po drugi strani pa za vse tiste bogate urice, druženja, dogodki. Srebrne plakete so prejeli družina Popelar iz Gornjih Mladetič, Neža Novšak in Vincenc Knez. Župan Srečko Cvirk je ob tej priložnosti izpostavil, da je eno ključnih načel, na katerih temelji njihovo delo, sorazmeren razvoj občine. Zelo različne so potrebe v vaseh, ki so daleč nekako odmaknjene in imajo svoje lepo naravno okolje, in bistveno drugačne so potrebe tukaj v mestu ali v Boštanju, ki je nekako del mesta postaja, in z definiranjem potreb potem iščemo ta sorazmeren razvoj. Z opredelitvijo potreb lahko potem uravnoteženo vlagajo v različna območja in iščejo možnosti sofinanciranja projektov, dodajo Cvirk. Po nedavno zaključeni ureditvi Ljubljanske ceste ostajata še dve odprti vprašanji, ki jih bo kmalu treba rešiti v novomeški krajevni skupnosti Bršljin. Prva od teh je rekonstrukcija Bršljinske ceste in mostu, ki je njen sestavni del. To je ena od prednostnih nalog novomeške občine v bližnji prihodnosti. Res je tudi, da že 5 let je tega, kar smo štartali s projektom za prenovo Bršljinske ceste, za menjavo mostu, in se te zadeve kar odlagajo in niso zagledale luč sveta, vendar po današnji obljubi bo zadeva v planu za 2013. Gre za izgradnjo mostu, sam objekt ni tehnično zahteven za izvedbo. Ocenujemo, da bo skupaj z potrebnimi ureditvami projekt stal nekje okoli 300 tisoč evrov in bo seveda izgrajen v naslednjem letu. Drugi projekt pa se navezuje na ureditev priključka s ceste Brigat na Andrijaničevo cesto, ki trenutno buri duhove domačinov. To je ozko grlo, ozko je, zdaj se oboje stransko je odprt promet nazaj. Srečata se komaj 2 avtomobila, za pešce prostora več ni. Vemo, da hodijo iz Bučne vasi otroci v šolo po tej cesti in tako je vsak dan 12 otrok izpostavljeno neposredni nevarnosti. Na priključku za Andrijaničevo cesto imamo v načrtu za naslednje leto izvesti potrebne odkupe za rekonstrukcijo tega dela cestišča, v nadaljevanju pa seveda tudi rekonstrukcijo, s tem, da seveda bodo morala biti predhodno zagotovljena sredstva v proračunu. Sicer pa so zavrnili možnost enosmerne prometne ureditve, kot je bila v času zaprtja Ljubljanske ceste. 17. redna seja Šmarješkega občinskega sveta bo, tako nekako bi lahko tudi povzeli slišano, z zlatimi črkami zapisano v zgodovino občine. Tamkajšnji svetniki so namreč po skoraj 7 letih priprav soglasno sprejeli usklajen osnutek občinskega prostorskega načrta. Med 211 občinami v Sloveniji je le 17% takšnih, ki se lahko pohvalijo s sprejetim temeljnim prostorskim aktom občine. Svetniki so sprejem OPN-ja proslavili tudi s kozarcem šampanjca. Dejansko ocenjujem za velik uspeh
Tako kot je že svetnik rekel, da je to zgodovinski trenutek za občino Šmarješke Toplice, ker se čaka na gradnjo in na pozidalne načrte že 20 let. Nikoli niso vsi zadovoljni, nikoli ne bodo vsi zadovoljni, ampak v glavnem je pa to sprejeto in razvoj je možen v celi občini. Da so imeli ljudje razne zahteve, ampak ministrstva so dala svoje soglasje, preko katerih ne moremo. Postopek priprave OPN-ja so začeli že leta 2006 v tedanji mestni občini Novo mesto. Po pripravi predloga občinskega prostorskega načrta februarja lani pa je občino čakalo še dolgotrajno pridobivanje približno 40 pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Dobršen del občine je namreč pod okriljem različnih varovalnih režimov. Vse, kar je skozi strokovna načela, skozi zakonodajo bilo možno v samem predlogu potem tudi prikazati, vse tisto je bilo ugodeno ljudem. Tudi za naše občane je omogočenih nekaj novih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, čeprav s tem, bom rekla, izplenom nismo najbolj zadovoljni, ker smo si želeli še več stavbnih zemljišč po vaseh, da bi se naše vasi lahko še bolje razvijale. Novih stavbnih zemljišč, vključno s cestami, je v OPN-ju za dobrih 120 hektarjev. Med strateško najpomembnejšimi projekti v občini pa je tudi širitev osnovne šole in vrtca v Šmarjeti. Vsekakor smo zelo zadovoljni, da nam je uspelo spraviti v ta nov prostorski dokument skoraj 10 hektarov zemljišč za storitveno, poslovno, industrijsko cono v Dolenjem Kronovem, potem nova stavbna zemljišča za nov hotelski kompleks Klevevš, ki bo omogočal 200 novih delovnih mest v tem prostoru. Poleg razvoja vseh večjih naselij v občini pa OPN po besedah županje omogoča še legalizacijo zidanic in nadaljnji razvoj zidaniškega turizma. Za zagon slovenskega gospodarstva in boljše poslovno okolje nujno potrebujemo hitre in učinkovite ukrepe s trdnim soglasjem vseh deležnikov socialnega dialoga. Tako bi lahko na kratko strnili osrednje sporočilo 7. tradicionalnega vrha gospodarstva na Brdu pri Kranju, ki se ga je udeležilo prek 400 gospodarstvenikov, politikov in sindikalistov. Da zaostrene gospodarske razmere terjajo takojšnje ukrepe, so gospodarstveniki opozarjali že na lanskem vrhu, sedanje stanje še toliko bolj. Gospodarska zbornica je tako sama pripravila nabor ukrepov na področjih pravne države, boljšega poslovnega okolja, razvojnega zagona in izvoza, a od politike je odvisno, ali bo gospodarstvo tudi uslišano. Vsako leto, vsak dan zamujamo z udejanjanjem in brez konkretne implementacije predlaganih ali pa nujno potrebnih aktivnosti tonemo samo globlje in globlje. Vse skupaj je v nekem finančnem krču, v tem delu prav gotovo, če ne bomo tle nekaj naredili, lahko tudi dobivamo naročila in če jih ne moramo potem ustrezno plemenititi, potem od tega tudi rezultatov ne bo. V prvi vrsti mora politika najti skupen jezik, ne smejo prenehati treba z delitvijo na naše in vaše, leve, desne, morajo le poiskati skupne interese, ki so interesi za razvoj Slovenije. Kot je na srečanju poudaril minister za gospodarstvo Radovan Žerjav, velik del odgovornosti za trenutne razmere tiči predvsem v blokadi političnega odločanja, zato bi bilo nujno urediti referendumsko vprašanje. Vlada je do zdaj sprejela prek 200 ukrepov za sanacijo gospodarstva, je še izpostavil, a so ti po mnenju gospodarstvenikov preskromni in ne zagotavljajo nujnih vzvodov za zagon gospodarstva. To pomeni, da potrebujemo še drugačne vrste terapije in zdravila. Debirokratizacija in odprava administrativnih ovir je bila danes omenjena. Nefunkcioniranje pravne države je eden izmed ključnih problemov, ki jih imamo, ob tem pa seveda še premajhna usmerjenost v razvoj, premalo podpore internacionalizaciji, da težav s financiranjem gospodarstva ne omenjamo. Nujne so tudi sanacija bančnega sistema, odprava plačilne nediscipline, skrajšanje sodnih in stečajnih postopkov ter sprememba pokojninske in delovnopravne zakonodaje. Torej, prvič treba podceniti delo, pomeni razbremeniti ga za prispevki in davki, ne zmanjšati plačilo ljudem, ampak manj obremenitev. Kot drugo, kar se tiče trga delovne sile, pa moramo zagotoviti fleksibilnost. To pomeni, ljudi je treba lahko hitro zaposliti in tudi biti v stanju hitro zmanjšati delovno silo.
Da delavec ni zgolj blago in da je zdaj veljavna delovnopravna zakonodaja zadosti fleksibilna, pa menijo sindikati. In prav na tej točki se zdi, da bo soglasje najtežje doseči. Predsednik in člani uprave delniške družbe Krka so predstavili poslovne rezultate za skupino in družbo Krka v prvih 9 mesecih leta 2012, ki jih je na redni seji obravnaval nadzorni svet družbe. Kot je poudaril Jože Colarič, so v danih razmerah s poslovanjem zadovoljni. V prvih 9 mesecih tega leta so v skupini Krka prodali za skoraj 814 milijonov evrov izdelkov in storitev, kar je za 6% več kot v enakem lanskem obdobju. Profit je za 3 odstotne točke nižji in znaša 111,5 milijona evrov. Do konca leta računamo, da bomo realizirali planirano prodajo, to se pravi milijardo 134 milijonov evrov blaga in storitev, medtem ko dobiček po črto bo nekaj odstotnih točk predvidoma nižje. Družba Krka je v prvih 9 mesecih dosegla prodajo v višini dobrih 752 milijonov, kar je 7% rast in ustvarila za slabih 108 milijonov dobička. Za investicijska vlaganja in naložbe so sicer v skupini Krka v prvih 9 mesecih namenili dobrih 95 milijonov evrov. Kar se Krškega tiče, smo mi v letošnjem poletnem času začeli z izgradnjo, to se pravi tako imenovane sinteze 1 in pa infrastrukture za tisto tovarno, kar skupaj z infrastrukturo znese v prvi fazi 85 milijonov evrov. Seveda bo to trajalo dobri 2 leti, da se zgradi. Še večja naložba pa je 200 milijonov evrov vredni Notol 2 v Ločni. Načrti skupine Krka za prihodnje leto so optimistični. Povečanje prodaje za 6%, to se pravi, da bomo prvič v zgodovini šli s prodajo na več kot milijardo 200 milijonov, konkretno milijardo 202 milijona evrov, tako blaga in storitev. Seveda večino tega bomo realizirali v tujini. V Sloveniji, tako kot v zadnjih letih, rasti ne predvidevajo, bodo pa povečevali število zaposlenih. Letos za 6% v primerjavi z lani, prihodnje leto pa še za 6% več. Prihodnje leto bo tako krkašev že prek 10 tisoč. Direktor Gen Energije Martin Novšak in župana občine Krško Miran Stanko sta prvim 3 družinam iz naselja Vrbina predala ključen novih stanovanjskih hiš na poti na Črnile v Leskovcu pri Krškem. S tem so uresničili dogovor o preselitvi, ki so ga pred 5 leti predlagali krajani Vrbine. Dogovor o preselitvi so aprila 2007 soglasno podpisali prebivalci Vrbine, občina Krško, Gen Energija, Jedrska elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Podpisniki so se strinjali, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene ter za zaokroževanje poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka. Gen Energija je videla v tem prostoru svoj dolgoročni poslovni interes. Nenazadnje smo se tudi preselili v Vrbino, kar kažemo v praksi. In pa seveda dolgoročni cilj, da pridobimo zemljišča v okolici energetskih objektov za našo dolgoročno uporabo. Stekli so pogovori z družinami in leta 2008 sklenitev sporazuma med Gen Energijo in občino. Največjo vlogo je imela pri pridobitvi zemljišč, se pravi iskati lokacije, potem pri sami ureditvi oziroma prostorski ureditvi, umestitvi teh objektov in pa seveda pri izgradnji kanalizacije oziroma kompletne infrastrukture. Skupno smo vložili okoli 370 tisoč evrov za ta konkreten projekt. V nove domove se bo preselilo 14 družin. Prve 3 so ključe novih stanovanjskih hiš danes prevzele v Leskovcu pri Krškem, 8 se jih bo preselilo v prihodnjih 2 mesecih, 3 pa v drugi polovici prihodnjega leta. Imeli smo možnost izbire lokacije, tako da mislim, da bomo kar vsi zadovoljni. 5 družin se bo preselilo v Leskovec pri Krškem, 4 v Krško, 2 v Dolenjo vas, preostale 3 pa na Jelše, na Goro in v Kostanjevico na Krki. Zanimivo, kako v Črnomlju ceni avtomate za parkiranje, saj jih nič kaj preveč ne polnijo s kovanci. Na Posavskem forumu pa so ugotovljeno, torej, da je priložnosti iskati v raznovrstnem razvoju regije, takoj po kratkem odmoru. Tako kot v vseh mestih je bilo še nedavno tudi v središču Črnomlja težko najti prosto mesto na parkirišču, a zdaj je prostora več kot dovolj. Na parkirišču, kjer so sicer že prej pobirali parkirnino, so na obeh straneh ceste postavili parkomat.
In sicer je 1 ura parkiranja 50 centov, kar je sorazmerno nizka cena, in prvih 15 minut je zastonj. Vendar je potrebno tudi za teh 15 minut parkiranja vzeti brezplačni listek na parkomatu in ga postaviti na vidno mesto v avtomobilu. Za daljši čas parkiranja pa pripraviti kovance, saj parkomat drobiža ne vrača. Zanimivo pa je, da je zdaj avtomobilov veliko manj, čeprav je cena parkiranja nižja. Po mojem zato, ker se je plačala samo startna ura. Vse ure naprej, ki so jih porabili za parkiranje, pa niso bile plačane, pa tudi nihče jih ni nadziral in tudi samo nadziranje je bilo praktično nemogoče. Zdaj pa je drugače. Parkomat izda listek za točno uro, do katere je parkiranje plačano, in vse, kar je preko te ure, je že nezakonito in kaznivo z globo. Do konca tega tedna bosta sicer redarja ljudi le opozarjala, a že prihodnji teden bosta pisala tudi globo. Ta znaša 80 evrov, ob takojšnjem plačilu pa 40. Dobro, na en način so se zdaj stvari uredile, zdaj mogoče malo smo še skozi navajeni, da je bilo to včasih zastonj. Ampak okej, zdaj recimo meni osebno, ki grem sem na kavo, je teh 15 minut zastojno okej. Nov način plačila parkirnine seveda ni všeč predvsem zaposlenim v starem mestnem jedru Črnomlja, vendar so nekatere podjetja in posamezniki že kupili letno karto za parkiranje. Priložnosti za posavsko gospodarstvo ležijo v razvoju industrije, storitvenih dejavnosti, turizmu in kmetijstvu je bil eden izmed poudarkov posavskega foruma v Krškem, na katerem se je srečalo približno 70 podjetnikov. Udeleženci so med drugim razpravljali o trgu dela, brezposelnosti in razvojnih možnostih regije z dobrimi 70 tisoč prebivalci. Posavsko gospodarstvo je zdravo, je poudaril direktor tamkajšnje gospodarske zbornice. In sicer na osnovi podatka, da je strošek dela v dodani vrednosti na ravni 50%, kar je bistveno boljše od slovenskega povprečja. To posavskemu gospodarstvu zagotavlja nadaljni razvoj, je prepričan Gorišek, ki hkrati izpostavlja pomen ustvarjanja novih delovnih mest. Mlade Posavce je namreč treba zadržati v regiji. Brežiški župan Ivan Molan je poudaril, da ima Posavje dobre prometne povezave in infrastrukturo, v bližini je tudi hrvaška prestolnica. Jaz mislim, da v zadnjem času preveč poudarjamo samo energetiko, mislim pa, da bo treba skoristiti bistveno druge dane vrednosti tudi, kajti problem energetike je, da zaposluje relativno malo število ljudi, samo 4%. Mi imamo še izjemne neizkoriščene možnosti, kot so turizem, potem storitvene dejavnosti. Na srečanju so predstavili tudi primere dobrih praks. In jaz zelo apeliram, da je na vseh panogah, na vseh področjih in pa celotnih regijah Slovenije in kot sami Sloveniji potrebno čim več povezovanja in sodelovanja. Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik časnika Finance, ki je pripravil forum, je poudaril, da lahko z dobrimi poslovnimi prijemi kljub krizi marsikaj naredimo. Po njegovem je v Posavju razmeroma dobro stanje, saj gre za domovino slovenske energetike. Čeprav v Beli krajini beležijo visoko stopnjo brezposelnosti, zanimanja za pridelavo hrane za trg očitno ni. Kmetijsko-gospodarski zavod Novo mesto je tudi zato v Črnomlju pripravil strokovni posvet o možnostih prodaje kmetijskih pridelkov, ki pa se ga je udeležilo zelo malo belokranjskih kmetov. V črnomaljskem vrtcu si želijo kupovati lokalno predelano hrano, a ponudnikov ni. Žal v Beli krajini nimamo veliko sogovornikov in ne moremo zagotoviti zadostnih količin lokalno pridelane hrane, čeprav poznamo dobre prakse iz dolenjske regije. V črnomaljski osnovni šoli Loka jim ne uspe zagotoviti niti zadostne količine sadja, ki ga vsak teden delijo otrokom v okviru sheme Šolsko sadje. Mi smo zelo veseli, če bi kak domač, lokalni kmet prišel do šole, nam ponudil, ker pri shemi šolskega sadja lahko gremo mimo javnih naročil. V okviru posveta so predstavili tudi nekaj kmetij, ki uspešno tržijo svoje pridelke, vsaka na svoj način, a nobena nima težav s prodajo. Ne, nimam težav s prodajo, ker smo znani, pridelujemo več 22 let zelenjavo in je od samega začetka prodajamo na črnomaljski tržnici. Štrucljevi iz Gribelj so zadovoljni s prodajo mleka v mlekomatih, pa tudi doma predelano skuto prodajo brez težav. Mi smo kome začetniki, ampak za začetek, kaj naredim, smo do zdaj zmeraj vse prodali, ni bilo nikdar, da bi ostalo. Vedno več kmetij se odloča za prodajo predelkov na domu in na tržnici.
Prodaja lokalno predelane hrane javnim ustanovam pa je očitno še velika tržna niša v Beli krajini. Ogromna tržna niša, otroci, ki jih je veliko v šolah, v vrtcih, pojejo veliko in te količine, ki so potrebne, je treba zadostiti na lokalnem območju. V Črnomaljskem vrtcu, kjer imajo prav zdaj odprt razpis za dobavitelje hrane v prihodnjem letu, upajo, da bodo med ponudniki tudi belokranjski kmetje. Letošnje že 26. popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čanteža je po besedah glavnega prireditelja pritegnilo približno 15.000 ljudi, lani 25.000. Vseeno pa dobre volje ni manjkalo. Levstikova pot je nastala leta 1987, ko se je po njej podalo 397 popotnikov iz vseh koncev Slovenije. Po dobrih četrt stoletja je število udeležencev naraslo na zdajšnjo številko. Levstikova pot je zadnja pohodniška prireditev v poletni sezoni in ljudje zaradi tega prihajajo zaradi Martinovega in zaradi prijaznih domačinov od Litije do Čateža. Pester spored razhodnje, katere sklepni del je vselej na Čatežu, so oblikovali predvsem domačini, Čatežani in Trebanjci. To je krasen dogodek, družaben, združevalen, povezovalen, en kup pozitivnih misli in energij združuje in tu na Čatežu na zaključku je pač poezija jeseni. Prireditev zaznamujejo prisrčna dobrodošlica pohodnikom, predstavitev ljudske kulture ter domača kapljica in dobrote. Jaz mislim, da je to tradicija, da je to pravzaprav v ljudeh. In tudi, če ne bi bilo organizacije, bi se to zgodilo. Tako da za prihodnost, še posebno, ker smo župani složni in organizator, se ni bat. Čateški vinogradniki so s Cvičkovo princeso Tjašo Metelko še krstili letošnje vino. Na Kitnem vrhu pri Zagrancu ima domačin Marko Mohorčič zbirko starega orodja, ki je posebno zato, ker jo predstavlja kar na fasadi hleva, tako da pritegne marsikateri pogled mimoidočih. Staro orodje je obesil na stari hlev, v katerem je imel nekoč konje in krave. Tiste ribežne so naprej obesil, pa tam tiste jermičke mi pravimo za vole, pa sem pa naprej vole. Domike prinese pa. Tak prosto redljene. Se brat je rekel, da bi naredili fasado, pa namaram. Takle ne bo kakrijer. Obiskovalcem je na ogled staro orodje, ki je bilo nekoč v uporabi, zdaj pa zaradi razvoja ni več. Malo sem pobral gor po starejši, malo sem pa malo mi prinese strice z Ljubljane, malo kolegi, kakšna stvar še malo zamijem, in da meni znam njemu, pa nabirane. Kitni vrh je znan tudi po ulici, ki ji poseben pečat dajejo freske na hišah. Naslikal jih je slikar Jug, ki je živel v prvi polovici prejšnjega stoletja. Po pripovedovanju pa je slikal za malico, za prenočišče in tako naprej. Ko mu je zmanjkalo denarja za barve, je prosil nekaj denarja, potem je pa spet slikal za malico pa za prenočišče. Kitni vrh sicer leži ob Rimski cesti in je eno najstarejših naselij v tamkajšnjih krajih. Med je ful hud, je med našim obiskom osnovne šole Šmarjete v običajni govorici mladih, potem, ko je z ostalimi vrstniki ravno končal slovenskim tradicionalnim zajtrkom, vzkliknil eden izmed učencev in se odpravil v učilnico. Ob dnevu slovenske hrane, ki ga zdaj drugo leto zapored obeležujejo vsak tretji petek v novembru, so bili učenci vseh slovenskih osnovnih šol in vrtcev deležni tradicionalnega zajtrka. Tako smo v družbi članov čebelarskega društva Šmarjeta Škocjan med medenim zajtrkom zmotili najmlajše, a so, vsaj nekaterim, nekoliko bolj šli v slast medenjaki, ki so jih dobili ob obisku čebelarjev. Kaj ste imeli danes za zajtrk? Med. Pa je dober med? Ti je všeč? Kdo pa nabira med? Čebelice. Z vsakodnevnim delom čebelarja ter bogato čebelarsko tradicijo v Šmarješki dolini pa so se pred jutranjim obedom seznanili učenci tamkajšnje osnovne šole. In kaj pravzaprav sestavlja slovenski tradicionalni zajtrk? Med, mleko pa jabolko pa rjav kruh. Zakaj misliš, da je med zdrav? Ker je iz različnih krožk, so tudi zdrave pa... Tudi sicer je priporočljivo, da je med, ki nima konzervansov, večkrat vključen v zajtrk otrok.
Poleg tega ima ogromno vitaminov, vseh, potem beljakovin, vse tiste snovi, ki so nujno potrebne za rast, za razvoj. V osnovni šoli Šmarjeta, ki je hkrati že 4. leto vključena v projekt Shema šolskega sadja, varni in zdravi prehrani sicer posvečajo pozornost skozi vse šolsko leto. V okviru te sheme otroci približno 2-krat na teden dobijo dodatno ponudbo sadja. To sadje naj bi bilo in je iz ekološke in integrirane pridelave. Tako se prizadevamo, da je naša prehrana čim bolj pestra in raznovrstna. Gledamo tudi na to, da pač nabavljamo pri domačih proizvajalcih in s tem seveda poskrbimo tudi za rabo teh domačih proizvodov. Lokalno pridelano hrano vključujejo vse vrtčevske in šolske obroke, še dodaja Lahnetova. V petek smo v Sloveniji prvič praznovali praznik slovenske hrane. V svetovnem merilu pa tudi Mednarodni dan strpnosti. Če bi obe praznovanji povezali, dobimo strpnost do hrane, ki jo veliko državljanov izvaja zaradi stiske, veliko pa je tudi takih, ki bi jo morali zaradi zdravja. Pa nasvidenje do prihodnjič.